Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi iz komentatorskega mesta v Domžalskem športnem parku, kjer je seveda pred nami druga tekma 13. kroga v prvi ligi Telemach, derbi tega kroga, prav gotovo. Domača rumena družina gosti aktualne slovenske prvake, moštvo Olimpije. Predložek zmajev z leve strani, tole je priložnost za Fadido, ki strelja mimo desne vratnice. Gašperja Tratnika je tole zletelo in izid ostaja 0:0. Tole je zdaj priložnost za Domžalčane, prek vrat. Mislim, da je bil to Daniel Šturm, tako je. Krasna priložnost za Šturma. Lasickas. Fadida. Pedro. Preigrava Pedro. Pedro strelja mimo gola. Rui Pedro z levico za las mimo leve vratnice ostaja 0:0. Lepo zdaj Topalović, Krstovski, teda Ratnik odbija, pa potem Krefl. Marasović je dobro posredoval, žogo pa je izgubil Mohamed Begović, Stuparović s predložkom, še napad Domžalčanov, strel Šturma in brez posredovanja Ratnika mislim, da bi tole končalo v mreži. Da Rui Pedro kot najboljši strelec prvenstva, tule ima zdaj prav Pedro priložnost in gol! Vendarle je zadel tudi z tega položaja. Torej, ko ne igra v konici napada, 3. minuta nadaljevanja in Olimpija prihaja do prednosti. Rui Pedro se je še utrdil na prvem mestu lestvice strelcev, zdaj je pri 8 zadetkih. Fadida. Motika, Lasickas še vedno in avtogol ob debiju Lukas Kemp. Smola mladega Kempta, 56. minuta, Olimpija vodi z 2:0. Nukić. Potem pa slab sprejem Fadide in priložnost za Domžalčane v protinapadu. Dobro, Topalović proti Šturmu. Šturm gre zdaj sam, še vedno Šturm in tako dolgo je čakal, da ga je ujel Ratnik in njegov strel na zadnje blokiral. Šturma, napaka Lasickasa, Perzlo žoge, Šturm strelja, zadev je mrežo, vendar z neprave strani. In ostaja 2:0 za Olimpijo. Nekdo se je žoge dotaknil od Ljubljančanov, tako da bo tole kot. Brest. Fadida. Kasa. Še vedno. Kasa. Prečka. Odlična samostojna akcija Kase in potem poskus z kakšnih 22 metrov. Tule je Redi Kasa, ki je v 13. krogu prve lige Telemach v Domžalskem športnem parku v derbiju. Gospod Kosič, tekma 2 polčasov, ne samo po tem, kaj se je dogajalo na igrišču, ampak tudi po vremenu. Ne moremo seveda reči, da Domžale danes niso imele svojih priložnosti, Olimpija je pač izkoristila tisto, kar nekako vi niste, se strinjate? Ja, več kot dovolj smo imeli teh lepo izigranih stvari. Ne moreš niti več pričakovati, Olimpija je kvalitetna ekipa, ampak nažalost Olimpija je tisto, kar je imela, izkoristila. Imam občutek, da smo prepocen gole dobili na začetku polčasa, kasneje bi se lahko tudi vrnili v igro, ampak ni kaj, čestitke Olimpiji, pa mogoče moram reči, da nisem nezadovoljen, velika večina naših fantov je odigrala dobro tekmo, predvsem te mlajši fantje,
ki so danes pravzaprav z nekim odnosom pokazali, da so kapital kluba, tako da nič, razočaranje je veliko pri vseh, lahko bi več iztržili danes, ampak gremo dalje. Verjetno danes tudi za mladega Hempta kar težka tekma. Najprej seveda nasprotnik kot je Olimpija, pa še potem tale avtogol. Zdaj boste verjetno njemu posebej kakšno besedo več. Lukas je bil odličen je bil in mu čestitam za podobo na prvi tekmi. Govorim tudi v principih v igri, njegove žoge so bile uporabne in sem prav vesel, da smo mu dali priložnost in sem zelo zadovoljen z njim. Topalović, vsi ostali so dali svoj maksimum in pravzaprav ni to maksimum. Jaz mislim, da se nam bo na kakšni drugi tekmi tole povrnili danes. Ja, prihajajo spet hitro nove tekme. Vprašal sem nekako že takoj po tekmi Daniela Šturma, kaj pozitivnega vzeti naprej z te današnje tekme, kaj ste nekako videli vi, kaj je tisto, kar bo potrebno, kot trenerji radi rečete, ponavljati. Ja, prvi polčas smo bili disciplinirani, čakali smo na neke svoje priložnosti in jih tudi dočakali. Nažalost jih nismo izkoristili, kadarkoli smo pa majčkeno zamudili oziroma bili prepozni, je pa to Olimpija pač znala izkoristiti svojo kvaliteto in nič, naslednjič probati prvi zadeti in potem bo tudi nasprotniku težje. Zoran Zeljković, čestitke za zmago na debiju in verjetno, če bi vas pred tekmo vprašali, kakšen razplet si želite, dobro, morda bi dejali še kakšno višjo zmago, ampak boste s tem kar zadovoljni. Ja, res je, predvsem sem zadovoljen, ker smo držali nulo. Fantom vedno govorim, da bomo imeli, sem prepričan, če bomo tako igrali, vedno ogromno priložnosti, ampak težko je dati vedno 2-3 gola, tako da je ta segment zelo pomemben. Zoran, sestavili oziroma postavili ste na igrišče, rekli bi kar precej ofenzivno ekipo. Nekako smo hitro začutili, da želite, da veliko nogometaši menjajo mesta v napadu, potem pa tale naliv, pravzaprav skoraj da res nemogoči pogoji v prvem polčasu. Koliko je to pokvarilo vaše načrte? Sigurno, da je lažje igrati na lepšem igrišču. Tako kot ste rekli, se pravi, voda je v enem delu tekme malo žogo ustavljala, ampak mislim, da je tukaj zelo lepo igrišče in da se je dokaj dalo igrati. Tako da ne bi iskal nekih izgovorov. Mislim, da ima ta ekipa še ogromne rezerve, predvsem, ko govorim o nekem obrambnem delu. Tukaj res še nisem zadovoljen, ampak fanti so res dali vse od sebe, to je pa neka osnova. Popotnica dobra, zdaj pa sledi tudi za vas prva evropska preizkušnja na klopi Olimpije. Časa ne bo veliko, tako ali tako ste pravzaprav nov obraz v klubu. Kako se zdaj pripraviti na ferce? Nekako ves čas razmišljamo o tem, da je to nasprotnik, ki ga Olimpija lahko premaga, ki mu je lahko enakovredna, po drugi strani pa vemo, kaj vse je tej ekipi že uspelo, še posebej pri njih doma. Ja, tako kot ste rekli, Olimpija sigurno marsikoga lahko premaga. Nažalost smo videli, da lahko tudi nas, se pravi, malo ko smo lahko mislili, smo hitro za to kaznovani, igramo proti dobrem nasprotniku, tekmo na umetni travi, treba se bo zelo pomembno, da se bomo hitro prilagodili, ampak verjamem, da smo to sposobni in gremo na zmago. Daniel, prvi polčas v malce kaotičnih razmerah, imeli ste pravzaprav zelo veliko zrelih priložnosti, enako velja tudi v nadaljevanju, na koncu Olimpija boljša. Kje je danes manjkalo Domžale? Ja, mislim, da one dve neizkoriščene šanse v prvem polčasu tam so skoraj 100% in iz tega moramo nekaj iztržiti, ampak tako je v nogometu, enkrat dobiš, enkrat ne. Potem smo začeli v drugem polčasu malo slabše, dobili tudi sprejet gol, ampak tako je, gremo naprej. Zdaj, kar se tiče nadaljevanja sezone, točke, veste nekako vsi v klubu, da manjkajo, verjetno pa vseeno danes nekaj tistih dobrih stvari, ki jih lahko vzamete naprej. Ja, sigurno je bilo nekaj dobrih stvari, ki jih moramo vzeti naprej, še posebej vzeti v teh treh tekmah, meni se zdi najtežje, ampak treba je stržiti čim več točki zdaj naprej. Congratulations, first of all, for the victory. Congratulations again for your 90 minutes, the assist, so probably you are satisfied after the game. Yeah, I'm satisfied. Maybe even more, not for the assist, but that we kept the clean sheet. We knew that this week the big focus was on the defense, and I'm happy that we kept a clean sheet. And it's very simple. When you keep a clean sheet, it's much bigger chance for you to get the win. So I'm happy with my assist, happy with the win.
Only a few trainings with a new coach, probably a hard situation also for the players. What's new in Olympia? What happened in these few days? What did you saw today? Maybe different than it was before. It was new energy, I think. A lot of guys, it happens when the new coach comes, a lot of guys want to prove they see this as a new chance. So today we had a lot of good energy in the team. We're maybe even more pragmatic, maybe not so much in the possession because of the weather, of the pitch, of everything, but we were more pragmatic in front, had some chances, and of course it's a hard job for the coach as well. Only few trainings, we're just learning what he wants from us, and we'll improve in the future. But for now, it was the most important to get a positive result today.